Tako da je kdo rekel, da na tej višini ni otrok. Kada sem sam jaz bučman, kakor otroke sabo vlačem. Oziroma sem jih. Moje slike, ne? Škole zabušavajo, vidite že. Potem mu dala pa zapit, pa tudi slučajno ni. Ja. Ampak je pa v eni vodi, sem kaj bil to prvi si jedli. Čist nov loč. Enita prvih gostov na čudovitem kraju. Se kar imeli malenega dela, da so tole odkopali, pa zrihtali. Takole se poslavlja dan, kar hladnora tu je. No, jutri bo pa spet vroč. Evo, takole prijetno vzdušje, čakajoč na večerjo. Tretji dan je bil uspešen? A je bil uspešen? Je bil tretji dan uspešno. Dobro jutro, takole nekako se pa danes končno prvič vidijo eni kukar hribi. Jaz upam, da bo takole tudi ostalo. Nič kaj posebenega. Pa približno smer naše poti. Čez tele prelaze, tele gor do Kosja Kunskih jezer. Zdaj bo pa toplo, ne? Naš cilj, evo tam na gor. Haus, malo pod pedijem, tokrat je zgleda odprt. Takole znameniti pedi, 3,700 visok. Končno smo ven iz tele meglice, da se nekaj malega okrog vidi. Zabava na višini. Me malo spominja na Korziko, konca aviona, ki tlele za mano. Glih v telo špico, vrh špice je udaril tajski Airbus. Tik pod vrhom sedla, taka zanimiva pokrajina, tam je gor nekje, pa naš cilj, že kar malo snižna meja, približno 4600, lepo vreme, rahlo piha, vsi smo ok, v glavnem vse BP. Tole končno, Lavrebina pas, 4700, v redu smo šli, eni bolj, eni manj zadovoljni. Evo.
tole je pa za mojo Kristino. Matija pa s tem ne bi zadovoljen, bo pa tole za njega. Ker on z malenkostmi ni zadovoljen. Za Matija pa tak je neskončen pogled. A veš, kolikor se nič ne poznamo, ampak je pa Ne, Klemen je imel srečo. Klemen je res imel srečo, to da veš. Ker smo pa taki džeki v te prvega, da se zadnjega. Dol.